Ja, Luka, nekaj tekem niste doživeli oziroma niste prišli do zmage, danes pa za zaključek tega jesenskega dela prvenstva zanesljiva gladka zmaga. Verjetno ste zadovoljni. Smo skupaj zadovoljni, seveda ta niz, negativni niz, ki smo ga imeli, je dal nekaj strahu v ekipo in zato je bila priprava na to tekmo tako zahtevna z naše strani in seveda samozavest je bila malo načeta. Zdaj v Celju smo uspeli malce popraviti vtis in danes dokončali delo in s pravim pristopom, z dobro dinamiko že v prvem polčasu rešili zadeve in ja, ta zmaga nam veliko pomeni, ne samo v tem trenutku, ampak tudi kot spodbuda za pripravo na spomladanski del. No, ravno to sem nekako želel omeniti. Morda pa niste vendarle na tistem mestu, na katerem bi si želeli končati tale prvi del sezone. Želeli smo si bistveno višje v začetku sezone, seveda je tukaj prišlo do nekaj sprememb, ekipa se je kar nekaj časa lovila, v nekih momentih, kjer smo bili blizu priključku, smo bili malce nezreli, bomo dali to na račun neke mladosti, ki jo imamo trenutno v ekipi, seveda potencial je velik, je pa nek določen čas izpred te ekipe, kjer se bomo mogli graditi, nadaljevati z delom. Normalno, da priprave na spomladanski del bodo ponujale ogromno časa, da se najdemo in da ne samo v igri, ampak tudi v rezultatskem točkovnem smislu pokažemo en boljši obraz in da se počasi povzpnemo, če bo le to možno. Razdalja je kar velika, ampak obupali nismo, smo malce čez polovico prvenstva, tako da točke še ogromno igri in zato je ta zmaga danes bila izrednega pomena. Le še tole, tudi za vas se je veliko dogajalo v tem prvem delu prvenstva, postali ste glavni trener Domžal, kako vse skupaj ste nekako doživeli? Zaradi priprave, ki sem jo imel na položaju pomočnika, je bil ta prehod lažji, še posebej je lažji, ko si v nekem domačem okolju, ki ga poznaš in kjer imaš podporo, tako da z moje strani je bil ta preklop enostaven, čeprav je to seveda druga pozicija. Gredo pa velike zasluge fantom, ki si želijo delati, ki si želijo napredovati. Imamo ogromno mladih fantov, katere je treba v nekih momentih tudi za roko voditi, da jim pokažemo skupaj s strokovno ekipo, kako se morajo stvari delati na visoki ravni. In trenutno ekipa spremlja to delo in v nekem srednjem roku se obetajo, jaz mislim, da lepi časi za domžalski nogomet. Vse pa potrebuje, za vsake stvar pa rabimo čas in tudi na napakah se učimo. Mi smo jih kar nekaj storili v tej sezoni. Mislim, da smo zrasli kot ekipa v tem momentu in da spomladanski del bo nadgradnja vsega, kar smo pokazali. Čestitke za zmago, tudi čestitke za dva dosežena gola. Kako ste vi videli tole tekmo, pomembna v boju, da nekako ulovite tiste ekipe, ki so vam nekoliko pobegnile? Ja, najprej se bi rad zahvalil. Mislim, ta tekma s Triglavom, zadnja tekma, nekako mi zelo dolgo nismo zmagali in nekako je bilo malo tega pritiska, ampak ko smo zadeli na začetku dosti zgodaj, tako da smo nekako strali ta odpor Triglavanov in nekako tekmo pripeljali do konca mirno. Tako da smo teh 3 pik zelo veseli in lahko nekako mirno odidemo na to pavzo. Ja, v tem premoru vas zagotovo čaka precej dela, tam nekje na 6. mestu boste končali ta prvi del sezone, morda tudi na 7. In seveda, absolutno si morda želite više. Ja, vsekakor bi rad povedal, da mi točkovno ne moramo biti zadovoljni, da nekako to ni bil naš cilj, ampak zdaj, kar je, mi smo ta del končali in mislim, treba se najprej spočiti, potem pa trdo delati in spet iz začetka loviti, če se bo le dalo ta vrh in upam, da nam uspe. Ja, danes ste že dosegli svoj 8. zadetek, vam je žal, da se končuje sezona? Ja, po eni strani, če te tako kar gre, ti je malo žal, ampak nekako mislim, da bo ta premor prav prišel in da se spočijemo tako psihično kot fizično od sezone in pripravimo za nadaljnje delo. Ja, gospod Siniša, na koncu za zaključek tega prvega dela prvenstva poraz v Domžalah, kako ste vi doživeli tole tekmo? Ja, težko. Ne moreš biti zadovoljen, če izgubiš 4:1. V napovedi smo vedeli, kaj nas čaka, da bo težka tekma, ampak seveda mi smo šli iskat točke. Ta priključek, ki skozi ponavljamo za 9. mesto. Zopet se je ponovila Gorica, prvi polčas slab, nedorečen, tukaj lahko tudi jaz prevzamem odgovornost.
glede postavitve, glede izbire igralcev, pač to, kar imamo. Ni se je šlo, mislim, drugi polčas je bil veliko boljši, ne zaradi tega, ker so Domžale igrale popustile, ampak ker smo bili boljši. Tako da normalno imeli so priložnosti več oni, ampak na koncu, če po črto potegnemo za to turbulentno polsezono, kljub smešno bo zdaj izgledalo, ampak sem zadovoljen. Imamo priključek s Krko na 2 točki. Škoda teh 2 tekem, imeli smo lepo serijo, ki smo sedaj vrgli to senco na ta 2 visoka poraza, ampak super, ko prihaja pauza, počitek in priprava za nadaljnjo borbo. Kako boste izkoristili ta daljši premor, oziroma že imate tisto pravo vizijo, kako naprej? Jaz imam pravo vizijo, odkar sem prišel pred 2 meseci in od tega ne odstopam in vem, da smo na pravi poti. Sedaj bomo fantje selekcionirali, videli, kakšno moštvo bomo sestavili, več ali manj je to jasno že. Pripraviti se maksimalno, delo je pri meni in me ni strah. Verjamem v ekipo, verjamem, da bomo ostali v ligi, ujeli 9. mesto, tako da borba in veselje. Torej, novim zmagam naproti. Definitivno, pokazali smo, da to lahko naredimo s prejšnjim igram, ampak nažalost pravim, škoda telih navijačev, ki so prišli danes v velikem številu, da se nismo poslovili z vsaj točko, ampak vejo, da je težka situacija in mi gremo naprej. Luka, danes poraz tukaj v Domžalah, verjetno ste si nekoliko drugače zastavili tekmo, ampak hitro so domačini povedli in potem nekako ni bilo več poti nazaj. Ja, mislim, vsako tekmo gremo na zmago, zamislili smo se čisto drugače, ampak prvi polčas smo ostali daleč od igralcev, izgubljali smo duele na sredini igrišča, nismo dobili drugih žog in Domžalčani so to izkoristili in hitro, kar visoko povedali, pa nazaj se je pa težko vračati. Domžale so igrali organizirano, tako da je bilo težko. Med polčasom smo se zmenili, da zadržimo vsaj ta rezultat, probamo še kakšen gol dati iz kontre. To nam je uspelo, ampak smo tudi enega dobili. Ne moramo biti zadovoljni, ampak zdaj je zadnja tekma, konec tega dela sezone, tako da gremo na odmor, pa bomo pa drugo leto naprej delali. Ja, prezimili boste na zadnjem mestu in očitno vas čaka v teh mesecih še kar precej dela. Ja, res je, da bomo prezimili na zadnjem mestu, ampak mi smo pokazali proti koncu, da se lahko kosamo z vsakim in tukaj so zdaj nianse, pač malenkosti moramo še popraviti in pristop na kakšni tekmi malo popraviti in se lahko dvignemo in se tudi bomo po lestvici navzgor.